Kdo je kriv za dolge vrste čakajočih za vpis k izbranemu zdravniku, kakršne smo videli včeraj in tudi danes zjutraj v Sežani? Direktor tamkajšnjega zdravstvenega doma pravi, da so potrebne sistemske spremembe, za katere bi moral poskrbeti Zavod za zdravstveno zavarovanje. Tam pa odgovarjajo, da bi se zdravstveni domovi lahko bolje organizirali in da obstajajo tudi primeri dobre prakse. Več kot 450 odhodov trajnih smo imeli in samo v nekaj situacijah se je neprimerno zapletel ta sam postopek vpisa opredelitve pri novem zdravniku. No, na zavodu sicer priznavajo, da bi lahko nekatere postopke izboljšali, a bi zato potrebovali spremembo zakonodaje. To pa, da je naloga Ministrstva za zdravje. Jaka Vran. Menjava ginekologa je v zdravstvenem domu Sežana oziroma pred njim povzročila pravi kaos. Tako je bilo včeraj nepregledna gneča. Danes pa v Sežani povsem drugačna slika. Nekaj gneče je bilo zjutraj, tik pred odprtjem zdravstvenega doma, sedaj pa je za opredeljevanje potrebno počakati le nekaj minut. Dajte mi samo povedati, koliko ste čakali? Ma nič, 10 minut. Včeraj smo bile, je bila katastrofa. Ja, tako. In danes vse v redu. Gneča torej le v jutranjih urah, ni pa to edini takšen primer. Kolon, ki se od zdravstvenih domov ob opredeljevanju nepregledno vijejo v sosednje ulice, je bilo že veliko. Zakaj se to dogaja? Zdravstveni domovi in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede tega niso enotni. Konkretni primer je tak, torej mest je dovolj, je absolutno potrebno organizirati načine opredeljevanja, da je ta za paciente dostojen, spoštljiv. Nobene potrebe ni, da ljudje čakajo v vrsti, da podpišejo izjavo o izbiri. Zagotovo ne drži. Lukenj v sistemu ni, zakonodaja je določna in vsi zdravstveni domovi, lahko govorim tudi verjetno za ostale, so dolžni to spoštovati. Sami bi želeli vpisovati elektronsko, a to za zdaj ni mogoče, saj bi ljudi postavilo v neenakovreden položaj. Če bi odprli elektronsko pot, bi seveda lahko mladi, bi rekla digitalno osveščeni pacienti to zelo hitro poklikali in bi starejši, digitalno manj osveščeni pacienti ostali lahko brez izbire. Težava je predvsem tam, kjer je mest premalo, a tudi ko gre za vpis k novemu zdravniku, ki namerava prevzeti vse paciente svojega predhodnika, nastopi panika. Samo ocenjujem, da je to posledica strahu ljudi, da bojo zgubili zdravnika in iz previdnosti pridejo zato toliko ur prej. ZZZS je sicer podal smernice za novo zakonodajo, te naj bi upoštevale možnost avtomatskega prenosa v primerih, kot smo mu bili priča v Sežani, če mest ni dovolj, pa možnost, da pristojni naredijo prednostno lestvico. Vse to ima Ministrstvo za zdravje že na mizi, a kot so zapisali v svojem odgovoru, ker gre za odstop od trenutno uzakonjenega načina in ker lahko posega tudi na področje obsega opredeljevanja, je treba tovrstne rešitve uskladiti tudi s stroko. Tako za zdaj dajejo zdravstvenim domovom le priporočila za takšne situacije.